Hej, zadnji smo se pogovarjali o tem, kako lahko napetost v našem vratu naredi naš glas bolj ozek. Danes se pa pogovarjamo o tem, kako lahko napetost v našem čeljustnem sklepu onemogoča, da pojemo polne, visoke tone. Poslušaj zdaj to. Kaj se je na vrh zgodilo? Moj glas je ratal bolj ozek, bolj zračen, zvenel je, da se zelo naprezam. Kaj sem pa jaz naredila? Svojo spodnjo čeljustnico sem dala naprej in svojim glasilkam onemogočila, da delajo optimalno, in zato se mi je glas zlomil. In točno to naredimo pogosto na visokih tonih in se nam zdi, jaz ne morem peti visokih tonov. Pa lahko. Mogoče do naslednjič bodite malo pozorni na to, kako pojete visoke tone. Kam gre vaša spodnja čeljust? A gre lepo dol? Ali gre naprej? Se pa ena vaja. Vzameš kazalca in jo daš med zgornjo in spodnjo čeljustnico. Sprostiš spodnjo čeljustnico in na ta način poješ. In na ta način poješ tudi pesmi. Karkoli, in ne dovoli, da gre ta spodnja čeljustnica naprej. Lahko jo kar malo pritisneš nazaj, da je res sproščena. To je vaja za danes. Lepo se majte in se vidimo.